Čestitke za zmago, kako ste sicer videli potek tekme? Hvala za čestitke. Jaz mislim, da danes sem v bistvu zadovoljen. Konec koncev je bilo, naša želja je bila seveda zmaga. Po možnosti, da se ne bi preveč iztrošili, jaz mislim, da je eno in drugo nam uspelo. Ribnica je sigurno zelo dobra ekipa, ima pač probleme s poškodbami in ko se bojo vsi ti vrnili, bo to še močnejša ekipa, tako da jaz sem seveda zadovoljen. V bistvu me na tej tekmi bil rezultat zanimal. Seveda so bila nihanja, napake, ampak smo zadovoljni z napredovanjem. Ampak lahko ste si celo privoščili, da ste Gašperja Jelna pustili na klopi, Rok Ivančič je v bistvu igral le nekaj minut. To kaže, da imate vseeno dolgo klop in kvaliteto na klopi. Dolgo klop imamo zato, ker jaz verjamem v te fante in jim dajem pač priložnost. Vse ostale ekipe imajo tudi 16 igralcev, zakaj pa jih dajo igrati, to njihov problem. Igralci, mi imamo zdaj kar nekaj dolgo klop, zato ko vsi igrajo. Če ima 16 igralcev, mora zaupati, seveda, ne mora biti vsi enake minutaže, ampak jaz mislim, če da fante trenirajo, da si vsak zasluži nekaj minut, da dobi priložnosti tekme. Letos imamo v bistvu en velik problem, poškodbe nas že 4-5 tednov nam ne dajo miru, tako da pač probamo se skomplektirati in jaz upam, da bomo do tistega drugega dela, se pravi zdaj v novembru, da se nekako zberemo in da bo v bistvu začela cela ekipa tako delati kot mora, ker manjka nam dva pomembna igralca, to sta Starčević in Majnov in brez njih si ne moremo predstavljati Ribnico, sploh pa ne Ribnico tako, kot si mi želimo. V bistvu ste že v prvi polovici prvega polčasa nekako praktično izgubili tekmo. Kje je bil razlog tega? Ne bi rekel, da smo jo izgubili, se pravi, razlog, nekje nismo z glavami prisotni na tekmi, to se vidi že 2-3 tekme in v bistvu smo probali malce dvigniti samozavest fantom, ker ne bom rekel, da ni bila to pomembna tekma za nas, zelo pomembna, ampak nam je bolj pomembno prvenstvo. Ker ste bili v tistih začetnih minutah, fantje še zmeraj pod tistim vtisom iz petkove tekme proti Celju? Ja, v bistvu je razlika, ne glede na to, da ni bilo light showa pa to, ampak sigurno je razlika, ko je malo večja tišina v dvorani ali pa če navija 2500 gledalcev na vse grlo. Ne bi rekel, da smo bili pod vtisom, ampak pač takšen dan prije, res sred tedna. Malo smo bili zaspani, ampak hvala Bogu, da se je tako steklo. Zdaj potujete v Ormož, potem pa prihaja v Maribor, vaš bivši klub Trimo. Kaj pričakujete od teh dveh tekem? V bistvu v Ormožu vemo, da bo zelo težka. Oni imajo mlado ekipo, tudi tečejo, dosti hitri so. Sploh na domačem terenu, na Hrdeku, pred polno dvorano jih zdigne. Tako da bo težka tekma. Mi moramo iti na zmago v vsakem primeru, da potem zaključimo ta teden z polnim skopičkom. Potem pa imamo v bistvu en teden brez tekme, 14 dni smo prosti in se bomo na Trimu pripravili lahko v miru, lepo, maksimalno sanirali te mikropoškodbe. In potem pred televizijskimi kamerami v nedeljo upam, da tudi pred malo večjim številom gledalcev, ne glede na to, da je na televiziji tekma, gremo na zmago.